Spoštovane dame, cenjeni gospodje, dobrodošli na slavnostni prireditvi ob prazniku občine Domžale. Prosimo vas, da ugasnete svoje telefone in tehnične pripomočke. Udobno se namestite ter prepustite živemu dogajanju na odrih. Želimo vam prijeten prazničen večer. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, v dvorano prihajajo županja občine Domžale, magistrica Renata Kosec, prejemniki nagrad občine Domžale, Marinka Bregar, Boštjan Narobe, Martina Učakar, Jože Vunšek in Luka Štiftar. Prejemniki bronastih plaket občine Domžale, Mihael Kozjak, Darka Erklavec in Marko Hrovat. Prevzemnik srebrne plakete občine Domžale, ki jo prejme Društvo za modelarstvo in aeronautiko Modra ptica, Avguštin Ogrinec. Prejemnica srebrne plakete občine Domžale, Marija Ratkovič. Ter prevzemnik zlate plakete občine Domžale, ki jo prejme Domžalsko združenje Rdečega križa Slovenije, Brane Kosmač. Si narodi, ki krepeni dočakat dan, tako da sonce hodi, prepir svita bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vragle sosed bo mejak. Da rojak prost bo vsak, ne vragle sosed bo, ne vragle sosed bo mejak. Spoštovane gospe, cenjeni gospodje, dober večer. Zbrali smo se, da bi skupaj podarili pozornost posebne vrste. Čeravno nagrada ali priznanje nastopi šele potem, ko je človek že vsaj deloma uresničil svoje poslanstvo, dokončal svoje delo in že pred časom sprejel hvalevredno odločitev, da nečemu ali nekomu nameni svoj čas, trud in ustvarjalnost. Čeravno priznanje nastopi v obliki zapoznele hvalne besede in drugih simbolnih gest, lahko njegovo prednost prepoznamo v tem, da izpostavi nekaj preteklega, kar uspe odmevati v sedanjosti in obenem zarisovati horizont prihodnosti. Naknadno pripoznanje je posebne vrste pozornost, saj priča o tem, da smo se v posameznikovem delu prepoznali kot skupnost. Prepoznali smo nekaj dobrega, nesebičnega, srčnega in izjemnega. Nekaj, brez česar ne bi bili to, kar smo. Priznanje preteklih izstopajočih dosežkov je še toliko bolj pomembno, ker običajno ne opazimo, kaj vse je že bilo storjeno, ampak smo osredotočeni na to, kaj je še treba narediti. Pred nami je torej priložnost, da izpostavimo tiste med nami, ki so se na svojstven način zapisali v naša življenja, ter v mnogoterih oblikah krojijo našo skupno dobrobit in prihodnost. Dragi nagrajenci in nagrajenke, hvala, ker vstopate v naše medprostore. Hvala, ker jih neizmerno in zgledno bogatite. V teh prostorih med nami je vaš način, kako si podamo roko, kako si pomagamo, kako živimo in smo zgled drugim. Danes praznujemo to pogosto nevidno, a močno tkivo skupnosti,
ki je plod vaše ustvarjalnosti, prizadevnosti in si zasluži poklon. Upam, da vas to pot odnese k prijetnim spominom, zlasti k ljudem, ki vam nocoj iz srca izrekajo hvala. Prijeten večer želim tudi vam, spoštovana županja občine Domžale, gospa magistrica Renata Kosec. Lepo pozdravljam tudi vas, spoštovani podžupan, gospod Borut Ernestel. Dobrodošlico prav tako izrekam častnim občanom in častni občanki občine Domžale, občinskim svetnicam in svetnikom, županjam in županom sosednjih in drugih občin, predstavnikom krajevnih skupnosti, javnih zavodov, društev, nagrajencem in nagrajenkam minulih let ter vsem vam, dragi gostje. V nedeljo bo domžalska občina stara točno 74 let in bo leto starejša. Praznujmo jo in se skupaj.
Pravijo, da če hočeš hoditi hitro, pojdi sam, če pa hočeš priti daleč, pojdi z nekom. Dragi občani in občanke, to je bilo le nekaj prizorov vašega leta v družbi drug drugega, v skupnosti, ki bo nocoj izkazala ponos in hvaležnost 11 izjemnim posameznikom oziroma kolektivom. Čas je, da našo pozornost najprej namenimo 5 prejemnikom nagrade občine Domžale. Podelila jih bo županja magistrica Renata Kosec, vljudno vabljeni na oder. Marinka Bregar ve, da že na videz drobna gesta lahko spremeni barve vsakdana človeka, ki bo ob njej gotovo spoznal, da je plemenitost v nesebični pomoči drugemu, ki nas tako ali drugače potrebuje. Marinka Bregar je diplomirala iz teologije in nato magistrirala iz zakonskih in družinskih študij pri profesorju in patru Kristjanu Gostečniku. Več let je bila učenka akademske slikarke Vere Trstenjak. Svoje slike je večkrat namenila v dobrodelne namene, med drugim za bolne otroke in za nakup inkubatorjev za nedonošenčke. Kot prostovoljka deluje v župnijski Karitas Domžale, kjer se posveča humanitarni pomoči socialno ogroženim posameznikom in družinam. Tako pomaga pri delitvi hrane in oblačil ter nudi človeško podporo. Mnoge stiske so zaradi nje postale opažene in razumljene. Pomaga tudi brezdomcem, mladim v stiski, obiskuje starostnike ter sodeluje pri izvedbi humanitarnih dogodkov in koncertov. Prizadevno delo je že prineslo naslov najprostovoljke. Delovala je tudi v mladinskem centru Luka, mladinskem centru Akumulator in študentskem klubu Domžale, kjer je mlade učila risanja, skupaj so organizirali več razstav, koncertov in kulturnih dogodkov. Poleg tega je zanje izvedla več delavnic z področja psihologije. Lani je med drugim organizirala zbiranje prostovoljnih prispevkov na adventnem sejmu v Domžalah in jih namenila učencem osnovne šole Roje. Ustvarjalnost Marinke Bregar je prisotna tudi na filmskih platnih. Bila je statistka v slovenskem celovečernem filmu Slovenka in nadaljevanki Brat bratu. Tudi v teh vlogah je bila sila pristna, taka kot je. Rada se smeji, še bolj, če uspe na sogovornikovem obrazu priklicati na smeh. Gospa Bregar pravi: "Osrečuje me, da lahko nekoga osrečim." Na vsakem koraku je v službi sočloveka. Vedno si vzame čas za pogovor, stisk roke, objem. Marinka Bregar za dolgoletno prostovoljno, srčno in predano humanitarno, ustvarjalno ter strokovno delo prejme nagrado občine Domžale.
Iskrene čestitke. Naslednji prejemnik nagrade občine Domžale ima najmanj 3 domove. Če ni v gasilskem, je morda v jamarskem, če ni v jamarskem, je verjetno v študljanskem. Vstopimo v svet jamarja, gasilca in nepogrešljivega sokrajana Boštjana Narobeta. Boštjan Narobe kot gasilec in jamar že vse življenje uresničuje plemenito in srčno poslanstvo. Človeku v stiski vedno ponudi pomoč. Njegova volja, znanje in pripadnost so nepogrešljivi v domačem prostovoljnem gasilskem društvu Študa in v društvu za raziskovanje jam Simon Robič Domžale. Član gasilskega društva je že 43 let. Od tega je 12 let opravljal delo tajnika, na pobudo članov pa je leta 2010 prevzel funkcijo predsednika, ki jo vestno in zavzeto opravlja še danes. Narobe vedno poudarja pomen dela z mladino. Posebej zgledno je njegovo mentorsko delo z mladimi gasilci. V letih 2013-2023 je bil član regijske komisije za mladino regije Ljubljana 3 ter predsednik komisije za mladino Gasilske zveze Domžale, ki je pod njegovim vodstvom uvedla številne novosti. Kot taborovodja je že vrsto let nepogrešljiv pri izvedbi letovanj otrok v organizaciji Gasilske zveze Domžale. Boštjan Narobe je nosilec značk za dolgoletno aktivno delo v gasilstvu ter prejemnik več odlikovanj in priznanj Gasilske zveze Domžale, regije Ljubljana 3 in Gasilske zveze Slovenije. Da sta njegovo znanje in motiviranost res na visokem nivoju, je dokazal pred 3 leti, ko je postal višji gasilski častnik. Izrazita je tudi njegova strast do raziskovanja podzemnih prostorov, ki jo je združil z usposobljenostjo na področju reševanja, saj je postal pripadnik jamarske reševalne službe. V letošnjem letu želi opraviti tečaj za jamarskega reševalca. Ob vseh dosežkih pa je posebej pomenljivo, da je v domačem kraju vedno aktivno prisoten, pa naj bo to velika veselica, delo v dobro sokrajanov ali prijazen pogovor. Boštjan Narobe za dolgoletno delo z mladimi in pomembne dosežke v gasilskih in jamarskih vrstah ter zavzeto delo v dobrobit domačega kraja, sokrajanov in soobčanov prejme nagrado občine Domžale. Čestitke tudi vam. Ko stopi v domžalsko narodno nošo, ki jo je skrbno poustvarila, zaživijo barve in niti tukajšnje preteklosti in tradicije in zapomljivo prepletajo generacije. Nagrado občine Domžale prejme Martina Učakar. Martina Učakar s svojim znanjem in spretnostmi oblikuje domačo kulturno-snovno ter nesnovno dediščino. Posebej je prepoznana kot poustvarjalka pripadnostnih kostumov, značilnih za različne slovenske regije. Njena zbirka narodnih noš izpričuje bogastvo ljudskega izročila. Največ pozornosti namenja ohranjanju gorenjske narodne noše. V njeni zbirki pa najdemo tudi ljubljanska oziroma gosposka oblačila. Lani je na podlagi zbranih arhivskih podatkov poustvarila domžalsko narodno nošo.
Njeno delo je priznal tudi Slovenski regionalno-razvojni sklad, pri katerem je uspešno kandidirala na javnem razpisu za rokodelce. Poustvarjene pripadnostne kostume si zelo rada tudi nadene. Že več kot 15 let aktivno soustvarja dneve narodnih noš in oblačilne dediščine v Kamniku. Svoje znanje rada deli in prenaša na mlajše rodove. V preteklem letu je ključno prispevala k projektu V trendu je tradicija, to je naša slamnica, ki je potekal na osnovni šoli Vencla Perka. Z njim so bili učenci uspešni na državnem festivalu Turizmu pomaga lastna glava. Redno sodeluje tudi z osnovno šolo Preserje pri Radomljah. Ob šolskih prireditvah prevzame vlogo kostumografinje. Martina Učakar pa ni spretna le z narodnimi nošami. Odlično ji gre tudi izdelovanje slamnikov. Nabor njenih znanj in ročnih spretnosti je zares bogat, kar dokazujejo številni certifikati domače in umetnostne obrti, ki jih je pridobila. Vsaka nit ali slama, ki jo dobi v roke, z njeno spretnostjo in znanjem postane del ohranjanja tradicije, pri čemer gospa Učakar prepleta generacije in je zgled prostovoljstva. Za ustvarjalno delo na področju ohranjanja snovne in nesnovne kulturne dediščine v domači občini in drugod ter za širjenje zavesti o pomenu negovanja slovenske tradicije Martina Učakar prejme nagrado občine Domžale. Pod kožo mu je zlezel marsikateri dramski lik. Že skoraj 2 desetletji njegovo predanost odrskim deskam med drugimi osvetljujejo luči poletnega gledališča Studenec. Naslednji prejemnik nagrade občine Domžale je dramski igralec Jože Vunšek. Jože Vunšek je od mladosti predan gledališču. Na oder Prešernovega gledališča Kranj je stopil že kot osnovnošolec. Dobro desetletje pozneje pa se je pridružil njegovi igralski skupini in ji ostal zvest več kot 20 let, ter nastopil v 47 predstavah. Zatem je deloval v Šentjakobskem gledališču Ljubljani in v gledališču Toneta Čufarja na Jesenicah. Poznamo ga tudi z televizijskih ekranov. Nastopil je v 16 filmih in televizijskih nadaljevankah. Po upokojitvi se je pridružil kulturnemu društvu Miran Jarc Škocjan. Član njegove dramske skupine je od leta 2009. V tem času je na odru poletnega gledališča Studenec, kjer vsako leto uprizorijo domačo gledališko predstavo, nastopil v 15 vlogah. Bil je posestnik in vinski trgovec Gašper, Svarun v predstavi Pod svobodnim soncem, zdravnik Gegremont v komediji Dama z Maksima, nadporočnik v satiri Švejk, butalski policist v Butalcih, predsednik krajevne skupnosti v veseloigri Veselica v dolini Tihi, kralj Gora Astragalus v predstavi Kralj Gora in Ljudomrznik, polkovnik v komediji Čarlijeva teta, župan Zavrtnik v predstavi Divji lovec, France v prvem in drugem delu igre Lepo je biti muzikant, Karel Koprivar v predstavi Pri belem konjičku, v zadnjih letih pa Gospod Benjamin, grof Rodiški in ciganski kralj. Leta 2020 je ob 70-letnici društva uprizoril več odlomkov iz preteklih predstav.
Že več let je tudi član društvenega nadzornega odbora in tako prispeva k njegovemu delovanju. Karizmatična pojava, jasna odrska beseda ter izjemna ljubezen do sveta, ki se lahko rodi le na gledališkem odru, so tisto, kar ga zares odlikuje in obenem navdihuje številne mlajše ljubiteljske dramske igralce in igralke. Za predano in ustvarjalno delo ter dolgoletni prispevek na področju ljubiteljske gledališke ustvarjalnosti Jože Bunšek prejme nagrado Občine Domžale. Čestitke. V tem trenutku je najmlajši asistent pri najstarejšem profesorju na Akademiji za glasbo. Letos skupaj praznujeta okroglih 100 let. Predanost resni glasbi še poudari mladost in zrelost Luke Štiftarja. Luka Štiftar je že od zgodnjega otroštva del kulturnega dogajanja v domači ihanski krajevni skupnosti, domžalski občini in širšem slovenskem prostoru. V zadnjih 15 letih je z besedo pospremil številne prireditve. Kot pevec, igralec, organist in violinist je sodeloval v mnogih glasbenih in gledaliških projektih. Plesal je v otroški folklorni skupini Kulturnega društva Domžale. Kot solist je večkrat nastopil s sokrajanom Borisom Kopitarjem. Pel je v muzikalih in sodeloval v domačih gledaliških predstavah v poletnem gledališču Studenec. Že zgodaj je postal član več pevskih zborov. Pri rosnih 15 pa je prevzel vodenje ženskega pevskega zbora Jutro Ihan. V zadnjem obdobju je nepogrešljiv basist komornega zbora Megaron, ki dosega vidne rezultate v svetovnem merilu. Njegovo sprva ljubiteljsko udejstvovanje je z leti preraslo v profesionalno. Luka Štiftar je lani na ljubljanski akademiji za glasbo pod mentorstvom profesorjev Damijana Močnika, Marka Vatovca in Toneta Potočnika magistriral iz sakralne glasbe, smer zborovsko dirigiranje in takoj zatem postal asistent za področje zgodnje glasbe. Poleg tega je asistent dirigenta koralnega zbora Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani in vodi vokalno skupino Voces Angelorum. Kot korepetitor in asistent dirigenta sodeluje pri Slovenskem otroškem zboru v Šentvidu nad Ljubljano. Lani jeseni je prevzel vodenje kamniškega mešanega pevskega zbora Cantemus, poleg tega deluje tudi kot zborovodja in organist v župnijah Ljubljana Stožice in Ihan. Ob vsem omenjenem vedno najde čas za predano raziskovanje kulturne dediščine. V gimnaziji je popisal vse orgle v domžalski dekaniji. Bil je tudi pobudnik in sopisec knjižice o cerkvi svetega Miklavža na Goropečah nad Ihanom. Trenutno pa sodeluje pri pripravi praznovanja 800-letnice Ihana. Luka Štiftar, magister, akademski sakralni glasbenik, je mlad in zares nadarjen človek. Za prostovoljno in prizadevno delo na področju kulture v domačem okolju ter prispevek k razvoju, prepoznavnosti, ohranjanju in nadgrajevanju kulturnega življenja v občini Luka Štiftar prejme nagrado Občine Domžale.
Iskrene čestitke in hvala vam zaenkrat. Tako, spoznali in nagradili smo 5 posameznikov, ki dajejo zgled naši vsakdanjosti. Še enkrat iskrene čestitke. Še preden pa se na odru zvrstijo letošnji prejemniki občinskih bronastih plaket, vas tovkavci, ki prihajajo iz vrst godbe Domžale, vabim, da skupaj izključimo en čut in tako še izostrimo drugega. Da bo skladba zvenela, kot si jo je zamislil ameriški skladatelj Ed Argenziano, so morali odložiti svoje običajne inštrumente. No, izvedba pa bo še bolj posebna, saj bomo priklicali temo in se prepustili ritmom, ki jih bo izvabila in uskladila četverica tovkalistov. Z nami so Enej Nik, Tom, Ožbej in Ambrož. Pa uživajte. Slišali smo skladbo Stinking Garbage v izvrstni interpretaciji Eneja Nika Jurana, Toma Mileka, Ožbeja Svetlina in Ambroža Štiha. Predlagam še en aplavz.
V nadaljevanju se mi bodo na odru pridružili trije nagrajenci, ki vedo, kako veliko lahko storijo za drugega, če upoštevajo bodisi njegove spretnosti, bodisi omejitve, bodisi prisluhnejo njegovim željam. Gospa županja, znova lepo vabljeni na oder. Kot prvi bo bronasto plaketo občine Domžale prejel Mihael Kozjek, glasbenik, muzikolog, vsestranski kulturnik in glasbeni urednik na 3. programu Radia Slovenija, ki ga ob vseh nazivih bistveno odlikuje pretanjen občutek za to, kaj vse je mogoče, če upoštevaš zmožnosti in talente svojih varovancev. Prisluhnimo utemeljitvi. Mihael Kozjek je že 23 let član kulturnega društva Simfonični orkester Domžale Kamnik. Več kot desetletje je bil njegov predsednik, predtem pa podpredsednik in član izvršnega odbora. Ko je leta 2015 prevzel vodenje društva, je bilo to v finančno in organizacijsko nezavidljivem položaju. V desetletju premišljenega in preudarnega dela je bistveno okrepil njegovo delovanje, kar se je potrdilo s programsko zahtevnejšimi in odlično obiskanimi koncerti. V času njegovega predsedovanja je orkester izvedel več kot 30 projektov, večinoma celovečernih koncertov z umetniško tehtno glasbo. Omenimo le 8 novoletnih koncertov, 7 letnih koncertov umetniške glasbe, koncertno-snemalni projekt ob 70-letnici Tomaža Habeta, izvedbo slavnostne akademije ob 50-letnici orkestra, nastopa sestava v 2 muzikalih in koncert slovenske popevke. Poleg tega je orkester gostoval v tujini. Po njegovi zaslugi se je sestavu pridružilo več mladih glasbenikov, ki danes nakazujejo obetavno prihodnost. Mihael Kozjek, univerzitetni diplomirani muzikolog, ostaja pomemben član sekcije francoskih rogov, ki veljajo za najzahtevnejše med trobilnimi inštrumenti. Glasbeniki so v njem prepoznali iskrenega, dostopnega, odgovornega in razumevajočega človeka z izjemnim čutom za skupnost. Od leta 1999 je tudi član godbe Domžale. Že vrsto let z umirjenim in strokovnim pristopom krepi vlogo njenega strokovnega sveta. Njegovo vsestranskost so prepoznali tudi člani domžalskih rogistov in ga leta 2018 povabili k sodelovanju. Skupaj z drugimi takrat pridruženimi rogisti je postal del novega vala kakovostnih inštrumentalistov. Znova se je izkazal kot marljiv, strokoven, preudaren in nepogrešljiv sodelavec. Mihael Kozjek je v kulturnem društvu Simfonični orkester Domžale Kamnik v dobrih 2 desetletjih, zlasti pa v času predsedovanja, z bogatimi glasbenimi izkušnjami in preudarnostjo izrazito okrepil raven njegovega delovanja. Hkrati je s spodbujanjem in vključevanjem mladih glasbenikov ter strokovnim doprinosom pomembno zaznamoval delovanje godbe Domžale in domžalskih rogistov. Za dolgoletno predano in ustvarjalno glasbeno delovanje v kulturnem društvu Simfonični orkester Domžale Kamnik, kulturnem društvu Godba Domžale in kulturnem društvu Domžalski rogisti prejme bronasto plaketo občine Domžale.
Opazili ste, da nocoj na odru izrečeno dosega tudi tiste med nami, ki jih obdaja tišina. Med nami je gospa Darka Erklavec, ki osebam z nevidno prikrajšanostjo razpira naš glasen svet. Kar sledi, naj bo zgovorna tišina. Tako zveni tišina. Urška Crlenko Cimpršek, najlepša hvala in naj zdaj jaz prevedem. V dvorani odmeva hvaležnost. Zbrano poslušamo to, kar je vaš vsakdan. Tišina. Tišina, v kateri je težko biti slišen. Draga Darka, zahvaljujemo se vam za vaš dragocen doprinos k življenju, ki si ga nihče ni izbral, a ga lepšate in lajšate z neverjetno predanostjo. Spoštovani, vstopamo v svet Darke Erklavec. Darka Erklavec je oseba s hudo izgubo sluha in uporabnica polževega vsadka. Zaradi osebnih izkušenj je dragocena svetovalka ter vodja skupine za samopomoč v medobčinskem društvu gluhih in naglušnih Auris. Uporabnikom, ki se soočajo z izgubo sluha, pomaga stopiti na rehabilitacijsko pot. Kot vsestranska prostovoljka je aktivna na številnih področjih, med drugim v domovih za starejše, kjer stanovalcem redno nudi pomoč pri uporabi in vzdrževanju slušnih aparatov. S tem pomembno prispeva k njihovi enakopravni socialni vključenosti v različne programe in terapije. Obenem zaposlene v domovih za starejše seznanja s pravilno uporabo slušnih aparatov in drugih tehničnih pripomočkov. Izjemno pomemben je njen prispevek na področju dostopnosti. Prizadeva si, da bi bile vse televizijske oddaje opremljene s podnapisi, pa tudi za širšo prisotnost tolmačev slovenskega znakovnega jezika. Društvu Auris je z njeno pomočjo uspelo doseči, da sta lani javna radiotelevizija Slovenija in Pop TV vsem gledalcem in gledalkam v Sloveniji postali dostopni s podnapisi. Omeniti velja tudi razstavo njenih vitražnih izdelkov v Menačnikovi domačiji. Svoje znanje nesebično deli z vsemi generacijami, vključenimi v društvo Lipa. Darka Erklavec je človek z velikim srcem, ki vedno prepozna stisko ljudi in jim predano in nesebično pomaga. Mnogi so v njej našli zaupnico in motivatorko za življenje v svetu, kjer vlada tišina. Njeno delo na področju premagovanja ovir, s katerimi se srečujejo senzorno ovirani v vsakdanjem življenju, je vredno občudovanja. Za izjemen prispevek k izboljšanju položaja oseb z nevidno invalidnostjo in za krepitev ozaveščenosti širše javnosti o pomenu delovanja društev, ki si v družbi prizadevajo za enakopravno vključevanje ranljivih skupin, Darka Erklavec prejme bronasto plaketo občine Domžale.
Iskrene čestitke. Mnogo želja mnogih generacij otrok je že potovalo skozi njegovo uho, ko je stopil v čevlje dobrega moža. Željo so krajanov po skupnem kulturnem udejstvovanju pa Marko Hrovat zvesto izpolnjuje že 35 let. Marko Hrovat je že 3 desetletja in pol dejaven kulturnik in eden izmed pobudnikov ustanovitve kulturnega društva Mlin Radomlje. V Radomlje se je po njegovi zaslugi vrnil Miklavž, z njim pa tradicionalno miklavževanje. Vse od leta 1991, torej že 35 let, je Marko Hrovat dobri mož. Delo opravlja prostovoljno in predano, pri čemer verjame, da je osebni stik z otroki danes še posebej dragocen. Vedno najde prijazno in spodbudno besedo, vliva upanje in pogum, otrokom prisluhne, tudi staršem izpolni kakšno željo. Z leti se je Markovo poslanstvo razširilo, tako da danes zastopa vse dobre može, Miklavža, Božička in Dedka Mraza. Ne nastopa le v domačih krajih, ampak tudi drugod po Sloveniji in tujini. Leta 2024 je na primer obiskal otroke Slovencev v Švici. V Radomljah otroci že 35 let šepetajo svoje želje v uho edinemu dobremu možu, ki ohranja vitalnost in dobrohotnost. Njegov stari oče, Viktor Pogačar, je že v preteklosti v domačem kraju skrbel za živost ljubiteljske kulture kot režiser. Hrovat je njegovo poslanstvo nadaljeval in ponovno zagnal delovanje dramske skupine. Kulturno društvo Mlin Radomlje je tako jeseni 1994 na oder postavilo predstavo Hotel Plaza, v kateri je odigral glavno vlogo. Sledile so še druge predstave, med njimi Dobrodošla mis Agata, 4-letni časi, Udova Rošlinka, Poročil se bom svojo ženo, Tripče de utovče, Klinika Kozarcki, Vaja zbora in Kje je meja, v katerih mu je bila vedno zaupana ena od glavnih vlog. V sezoni 2003-2004 je prevzel funkcijo režiserja in jo zavzeto opravljal vse do leta 2012. Ko ni bil na odru, je bil dejaven v zakulisju. Vse je počel s predanostjo, entuziazmom in ljubeznijo do gledališča, kulture in umetnosti. Za 35 let predanega prostovoljnega dela na področju ljubiteljske kulture in prizadevnega ohranjanja tradicije v domačem kraju, Marko Hrovat je član kulturnega društva Mlin Radomlje, prejme bronasto plaketo občine Domžale. Hvala lepa za zdaj. Približujemo se podelitvi še nekoliko bolj žlahtnih plaket. Še prej pa vabljeni, da pri sebi prikličete trenutek, ko ste se zdramili, saj je na vrata potrkal gospodar naših življenj. Čas in rekel, tečem, ti minevaš, midva minevama, mi minevamo. Če se drugemu ali drugim zavežemo za vse življenje, vanj unesemo večnost. A prej ali slej nastopi tudi trenutek, v katerem se izostri minljivost ne več le nas samih, ampak tudi vsega skupnega. Čas ves čas utripa, ponavadi preganjamo njegovo praznino in se obenem vedemo,
kot da nanj nismo obsojeni. Včasih pa zastane. Takrat mu damo svojo polno pozornost in morda ugotovimo, da dolg čas vse preveč preganjamo. Nocoj je med nami umetnik nepreštevnih navdihov. Na evropskem glasbenem odru je razprl zelo osebno in zelo človeško rano, iz katere se je zastavilo vprašanje, koliko časa nama je še preostalo. Za njegovo zgodbo velja vedno znova odpreti srce. Dame in gospodje, z nami je Klemens Lakonja. A pretty boy was crawling in the living room. You read a diagnosis. They said that you'd be dying soon. It was a sunny day. Through the window there were people going all their ways. Our little child had a bigger smile, while we couldn't do nothing but cry. How much time do we have left together? We never know. All I know is I don't wanna be here without your love. How much time do we have left together? We never know. We never know. Wish we could take it slow. A man in white with a room full of diplomas trying to get it right. Could put you under hypnosis by saying to give up the fight, but you will always determine to try. How much time do we have left together? We never know. All I know is I don't wanna be here without your love. How much time do we have left together? We never know. We never know. But we keep standing strong. Čudež tvoja je moč, bolje čudežna je in svet ni več kot nekoč, ko se ti v dvomih razpre. Čudež tvoja je moč, bolje čudežna je, da nekoč pozdraviš se. O, ljubezen tvoja je moč, moč je tukaj in zdaj, da se nikoli ne vdaš. Se krila imaš, na oblaki letiš, se v modrini bleščiš, v objemu mojem se izgubiš. So zdaj je res, ti dnevi tukaj šteti, kdo vedel bi, vem le to, da nočem sam živeti. So zdaj je res, ti dnevi tukaj šteti, kdo vedel bi, kdo vedel bi, naj čas več ne beži. So zdaj je res, nam dnevi tukaj šteti, kdo vedel bi, kdo vedel bi, naj čas več ne beži.
Lepa hvala Klemnu Slakoni in izvrstnim glasbenikom, ki nas bodo nocoj še počastili. Še en aplavz predlagam. Zdaj pa se vračamo k ustvarjalnosti, ki zahteva naš čas. Podelili bomo 2 srebrni plaketi občine Domžale in na oder najprej lepo vabim vas, draga županja. Na Viru leti, leti, leti visoko leteči in daljinsko vodeni model letala z motorjem, ki so ga izdelali v Društvu za modelarstvo in aeronautiko Modra ptica. V njegovem imenu bo srebrno plaketo občine Domžale prevzel predsednik društva Avguštin Ogrinec. V drugi polovici leta 1975 je pozornost Virjanov, zlasti mladih, večkrat pritegnil visoko leteči in daljinsko vodeni model letala z motorjem. Njegovo vzletanje in pristajanje je privabilo številne radovedneže. Nekateri med njimi so se decembra tistega leta udeležili občnega zbora, na katerem je bilo ustanovljeno Društvo za modelarstvo in aeronautiko Modra ptica. V prostorih krajevne skupnosti na Viru, kjer društvo deluje še danes, je bil za predsednika izvoljen Janko Naglič. Že tedaj je bilo poudarjeno delo z mladino, ki lahko v društvu na zdrav in koristen način preživlja prosti čas. Svojo stezo imajo med Dobom in Krtino. Avtomobilski modelarji pa uporabljajo stezo za off-road avtomobile v Komendi. Njihova glavna dejavnost je izdelava daljinsko upravljanih modelov in maket letal. Izdelujejo pa tudi daljinsko upravljane helikopterje, drone, čolne, avtomobile in rakete. V tej prostočasni dejavnosti mladi osvajajo neprecenljiva fizikalna znanja, povezana z letali, mehaniko, elektrotehniko in elektroniko. Pri tem je neprecenljiva medsebojna pomoč članov, ki si delijo znanje in izkušnje. Društvo za modelarstvo in aeronautiko Modra ptica vsako leto organizira modelarska srečanja in tekmovanja tudi na državni in mednarodni ravni. Kot organizatorji in gostitelji so najbolj znani po mednarodni tekmi Air Combat. Člani se aktivno udeležujejo modelarskih srečanj in tekmovanj. V Sloveniji sodijo v sam vrh in so eno najbolj prepoznavnih društev na področju modelarstva, uspešni so tudi v tujini. Med njihove dejavnosti sodi sistematično izobraževanje najmlajših. Organizirajo izpite za operaterja brezpilotnega letalnika ter svoje poslanstvo predstavljajo na dnevih tehnične kulture in ob prazniku občine Domžale. Posebej so prizadevni ob zaključkih modelarske sezone, ko morajo primerno zaščititi vso infrastrukturo, ki jim omogoča dobro delo. Z aktivnostmi v Sloveniji in na mednarodnem področju promovirajo tudi domžalsko občino. Društvo za modelarstvo in aeronautiko Modra ptica Domžale ob zlatem jubileju za desetletja uspešnega dela na področju tehnične kulture in promocije domače občine prejme srebrno priznanje občine Domžale. Iskrene čestitke. Njeno prostovoljno in predano delo odlikujejo načelnost, preudarnost
in natančnost. Srebrno plaketo občine Domžale prejme Marija Ratkovič. Marija Ratkovič je od leta 2020 podpredsednica Društva upokojencev Domžale. Ves čas aktivno sodeluje pri vseh odločitvah, predlogih in pobudah. Brez nje si društveniki ne morejo predstavljati številnih razstavnih stojnic, ki krasijo prireditvene prostore v občini Domžale, na srečanjih upokojencev in tudi izven naše občine. Njene rokodelske in druge delavnice so dobro obiskane, vedno privabijo tudi mlajše generacije. Tako gospa Ratkovič svoje bogate izkušnje prenaša na mlade in skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. Sodi med najbolj aktivne člane matičnega društva. Brez nje, njenih rož, adventnih venčkov, božičnih zvezd in drugih okraskov, ki pozdravljajo vse letne čase, ne mine noben društveni dogodek. Poleg tega je bila v letih 2021-2025 odgovorna za prijavo in razporeditev voznikov prostovoljcev za prevoz starejših občanov. Njeno prijavno službo so v društvu poimenovali kar logistični center. V teh 4 letih je samostojno skrbela za prijave, razporeditev in časovni okvir prevozov, tako da so uporabniki storitve pravočasno prišli na cilj in nazaj domov. Organizirala je približno 2200 prevozov. Vsak mesec je o tem izdala posebno poročilo in tako o stanju obveščala občino. Po drugi strani so imeli vozniki prostovoljci vedno zanesljive podatke o uporabnikih storitve, kar je ohranilo zaupanje. Marija Ratkovič se zlasti v zadnjih 5 letih zelo aktivno vključuje v delo in organizacijo vsakoletnega srečanja upokojencev v Domžalah. Na srečanju je prisotna s svojimi ročnimi deli, zadnje 2 leti pa skrbi tudi za izvedbo srečelova. Pri svojem delu je odločna in odgovorna, kar je postal njen zaščitni znak. Društvo zastopa tudi v strateškem svetu za starejše pri občini Domžale in skrbi, da se glas njene generacije sliši tudi tam, kjer se odloča o pomembnih stvarih. Marija Ratkovič je odločna gospa, ki stoji za svojimi besedami in jih dosledno udejanja v vsakdanjem življenju. Lahko bi rekli, da ne sadi rožic, saj lahko iz svojih bogatih, dolgoletnih osebnih in družbenih izkušenj pove in pokaže, kaj je prav in kaj ne. Marija Ratkovič za prizadevno, dosledno, srčno, ustvarjalno in občutljivo delo v okviru Društva upokojencev Domžale prejme srebrno plaketo občine Domžale. Iskrene čestitke in hvala tudi vam, županje, zaenkrat. Nocoj bomo podelili le še eno, zlato plaketo. Predtem pa mi je v zares veliko zadovoljstvo, da lahko na oder povabim še eno nocojšnjo gostjo. Naslednje leto bo točno 20 let, odkar nas je s svojim glasom in stasom nagovorila in spomnila, da velja ohraniti vero v čudeže smehljaja.
Za razliko od naučenih ali vljudnostnih je nasmeh, o katerem nam pravi, nalezljiv in opogumljajoč, predvsem pa drugemu uspe pripreti vrata v naš mali svet. Drago občinstvo, z nami je Eva Černe Avbelj. Nikjer ne raste roža, ki lahko vse ozdravi. Nikjer ne poje ptica, ki te v raj prebudi. Kadar si na tli, solze so oči in srca povabi smeh. Verjem v čudeže smehljaja, mehko dlan, ki te razvaja, dvigne te na krila, vse ti da. Verjem v čudeže smehljaja, vsako jutro sonce vstaja, zate se začenja vsak nov dan. Naj bo tako pisan, nikjer ne sija zvizda, ki vile za srečne poti. Ni čudežne besede, ki ti svet spremeni. Ko te gre na jug, vse beži iz rok, se nasmehni kot otrok. Hej, verjem v čudeže smehljaja, mehko dlan, ki te razvaja, dvigne te na krila, vse ti da. Verjem v čudeže smehljaja, vsako jutro sonce vstaja, zate se začenja vsak nov dan. Se začenja nov dan. Čudeže smehljaja, mehko dlan, ki te razvaja, dvigne te na krila, vse ti da. Verjem v čudeže smehljaja, vsako jutro sonce vstaja, zate se začenja vsak nov dan. Naj bo tak, kot ti sam, tak, kot hočeš ti sam, tak, kot hočeš ti sam. Res težko bi primerneje uvedli to, kar sledi. Predlagam še en aplavz za vedno čudovito Evo Černe Avbelj. Z nami je tudi četverica zares izvrstnih glasbenikov. Gregor Hrovat na bobnih, basist Jaka Krušič, violinist Matija Krečič, in aranžer vsega, kar ste in še boste slišali nocoj, poleg tega pa tudi pianist in vodja zasedbe Leon Firšt. Spoštovani, spoštovani, pred nami je le še podelitev nocoj najžlahtnejše plakete, zlate plakete občine Domžale. Gospa županja, vabljeni na oder.
Ko se nov dan začenja s težkimi življenjskimi bremeni in preizkušnjami, je dobro oziroma kar nujno vedeti, da nismo sami. Že 80 let prostovoljci in prostovoljke Domžalskega združenja Rdečega križa Slovenije stojijo ob strani vsem Domžalčanom in Domžalčankam, ki potrebujejo včasih materialno pomoč, včasih pa le stisk roke nekoga, ki ve, da ni lahko, a je še vedno lahko vse najmanj v redu. Z nami je predsednik Domžalskega združenja Rdečega križa Slovenije, Brane Kosmač. Prisluhnimo torej utemeljitvi letošnjega prejemnika zlate plakete. Domžalsko območno združenje Rdečega križa Slovenije letos obeležuje 80 let delovanja. Rdeči križ od leta 1946 na Domžalskem neprekinjeno opravlja naloge na področju socialne pomoči, varovanja zdravja, humanitarne podpore ter pomoči posameznikom in družinam v stiski, pri čemer je ključna vzpostavljena mreža prostovoljk in prostovoljcev. V letu po drugi svetovni vojni so bile ustanovljene prve krajevne organizacije v Domžalah, Mengšu in okolici, ki so nudile potrebno pomoč, oskrbovale prebivalstvo in opravljale zdravstveno-humanitarno dejavnost. Leta 1963 je bil ustanovljen občinski odbor Rdečega križa Domžale. Delovanje je postalo organizacijsko urejeno in opredeljeno statutom ter vezano na občinsko raven. Po osamosvojitvi Republike Slovenije se je organizacija v skladu z novo zakonodajo postopno preoblikovala v območno združenje Rdečega križa Slovenije. Domžalsko območno združenje Rdečega križa Slovenije danes izvaja programe na podlagi javnih pooblastil Republike Slovenije, dejavne so ekipe prve pomoči, potekajo krvodajalske akcije, zagotovljena je pripravljenost na ukrepanje ob naravnih in drugih nesrečah, v tem okviru deluje tudi služba za poizvedovanje. Poleg tega združenje izvaja humanitarne programe, opravlja različne socialne dejavnosti, skrbi za zbiranje, skladiščenje in delitev materialne pomoči ter nudi finančno pomoč. Pomembna je tudi skrb za brezdomce. Zanje so postavili bivalne prostore, v sklopu javne kuhinje pa jim nudijo topel obrok. Skrb za dostojno življenje vključuje tudi organizacijo letovanj za otroke in starejše. Med dejavnostmi, ki krepijo kakovost življenja starejših občanov, je obiskovanje na domu in nudenje pomoči. Poleg tega združenje poseben poudarek namenja širjenju zavesti o pomenu prostovoljstva med mladimi. Letošnja obeležitev 80-letnice neprekinjenega delovanja izpostavlja prav vlogo prostovoljstva, ki je temelj organizacije in pomembno prispeva k uresničevanju javnega interesa na področju socialnega varstva, zdravja in humanitarnosti, torej dejavnosti posebnega družbenega pomena. Nesebično prostovoljno delo številnih generacij prostovoljcev in prostovoljk, ki najranljivejšim občanom in občankam omogočajo dostojnejše življenje, si zasluži iskreno in globoko priznanje. Območno združenje Rdečega križa Domžale ob 80-letnici delovanja za neprecenljiv humanitarni prispevek k izboljšanju kakovosti življenja številnih družin in posameznikov, zlasti tistih, ki so v stiski, ter za krepitev krvodajalstva, razvoj prostovoljstva in izobraževanje na tem področju prejme zlato plaketo občine Domžale.
imenu vseh prisotnih iskrene čestitke za zlato plaketo. Vas, spoštovana županja magistrica Renata Kosec, pa po, verjamem, da čustvenih stiskih rok, zdaj vabim k slavnostnemu nagovoru. Spoštovane dame in cenjeni gospodje, v čast mi je, da lahko praznik občine Domžale praznujem z vsemi vami. Naš skupni praznik, ki v ospredje postavlja izjemne Domžalčanke, Domžalčane, društva in organizacije, ki s svojim delovanjem prispevate k razvoju in bogatitvi naše skupnosti. Vsem nam ste v navdih in spodbudo, da še naprej negujemo naše skupne vrednote in stremimo k skupnemu dobremu. Dovolite mi, da vas ob zaključku današnjega praznovanja popeljem skozi naše mesto. Povabim vas, da z menoj preživite spomladanski petkov popoldan, ko sonce že prijetno greje in ko listi na drevesih, obarvani v sveže zelene odtenke, poplesavajo v rahlem vetru. Preden si privoščim oddih v parku, se odpravim do domžalske tržnice. Tam pozdravim mimoidoče, ki košare polnijo z okusnimi domačimi pridelki in lokalnimi proizvodi. Po Ljubljanski cesti pripelje minibus Domžalček. Pomaham voznici, ki skupino upokojencev pelje po opravkih. Nasmejani me pozdravijo in za trenutek prekinejo živahno debato, ki se je razvila v vozilu. Sprehodim se do bike postaje, kjer ugotovim, da je parkirano le še eno kolo. Kakšna sreča. Nasmehnem se, saj skoraj prazna postaja pomeni, da se je več občank in občanov ter drugih obiskovalcev mesta odločilo za trajnostno mobilnost. Izposodim si kolo in se usmerim proti severu. Grem mimo centra dnevnih aktivnosti, iz katerega omamno diši po sveže pečeni potici, ki so jo bodo obiskovalci centra privoščili po končani napeti tekmi v namiznem tenisu. Po kolesarski stezi pot nadaljujem proti Češminovem parku. Mimo mene na bike kolesih pripelje skupina mladih, ki navdušeno dela načrte za vikend. A gremo strolo v Ljubljano, odmeva, ko se odpeljejo mimo. V zraku je čutiti sproščenost, mladostno energijo in občutek svobode, ki se zgodi takrat, ko ni treba gledati na uro. Še preden parkiram kolo, se zapeljem do Kamniške Bistrice. Med potjo na hitro pogledam, kako napredujejo dela pri vrtcu Urša in na mostu čez Kamniško Bistrico na Viru, ter prispem v objem dreves na naši zeleni osi. Prostor napolnjuje otroški smeh. Na poti srečam zagrete tekače in sprehajalce s štirinožnimi prijatelji. Preplavi me občutek zadovoljstva. Sreče, ker živim na tem koščku zemlje. Sreče, ker sem obkrožena s srčnimi ljudmi, ki mi je mar za okolje, v katerem živimo. Še malce hitreje poženem pedale in se vrnem proti Češminovem parku, kjer prosto popoldne preživljajo družine z otroki. Ujamem jih v pogovor, ko načrtuje obisk pravličnega Šumrka. Parkiram kolo in se usedem za eno od prostih miz. Iz nahrbtnika vzamem zadnjo Domžalko, ki je v marcu išla skupaj z glasilom Slamnik. Ko jo listam, se ponovno zavem, kako izjemne zgodbe se pišejo v naši občini, kako izjemni Domžalčanke in Domžalčani so ustvarjajo naš prostor zadovoljnih ljudi. Koliko pomembnih projektov se je zgodilo v zadnjem obdobju in koliko jih še čaka na izvedbo. Ponosna sem, da lahko v publikaciji, ki jo pripravljamo na občini, predstavimo tako kvalitetno in bogato vsebino. V njej so zbrane zgodbe, ki jih pišemo skupaj. Občanke in občani, občinska uprava in vsi ostali, ki prispevajo, da se naše mesto razvija. Pomislim na vse projekte, ki so bili nedolgo tega ideja, danes pa jih s pridom uporabljamo in živimo. Prvi rojstni dan v letošnjem letu praznujeta minibusa, ki sta jima občanke in občani nadeli ime Domžalček. Prav tako tudi naša dnevna soba v mestu, center dnevnih aktivnosti Domžale. Že 2 leti sta minili, odkar smo se prvič po mestu zapeljali s kolesi bike, zdaj pa mrežo postajališč iz središča mesta postopoma širimo v preostale krajevne skupnosti.
Naša pozornost je trenutno usmerjena v kar nekaj izjemno pomembnih investicij. Dela na gradbiščih sicer kdaj zmotijo pomladno idilo, vendar so to nujni koraki k zagotavljanju potrebnih storitev za občanke in občane. Ozrem se okrog sebe in opazim, da se dan preveša v večer. Peš se odpravim do razgledne ploščadi na Šumberku in se zazrem širom naše občine. Na severnem delu naše občine se v medgeneracijskem igrišču Rova pripravljajo na izvedbo prve gledališke predstave na Novem Podestu. Na prostoru Prepet se prepletajo nove vezi v krajevni skupnosti Preserje. Na Rodici mladi igrajo nogomet na prenovljenem igrišču. Pri sosednji osnovni šoli Roje pa so delavci za ta dan zaključili z deli za gradnjo prizidka in rekonstrukcijo osnovne šole. Na Viru, na pasjem igrišču, poteka mala šola za pse. Otroci pa s kolesi tekmujejo v vožnji na kolesarskem poligonu Kolovoz. Na igrišču so se različne generacije zbrale okrog novega gasilskega vozila z lestvijo. Zaslišim navdušene vzklike otrok, ko jih gasilci v košari dvigajo proti nebu. V središču mesta se mestni vrvež počasi umirja. Na nov delovni dan čaka gradbišče, kjer poteka gradnja podzemne garaže in prizidka k zdravstvenemu domu Domžale. S pogledom se obračam proti jugu, kjer me v športnem parku Domžale z neverjetno svetlobo pozdravlja nova večnamenska dvorana. Moj pogled v neposredni bližini ujame kopališče, ki bo že letos poleti nudilo možnost za ohladitev in rekreacijo. Misel na izjemno pridobitev mi nariše nasmeh. Ob kopališču večerne ure obiskovalci skateparka izkoriščajo za učenje novih trikov na rolkah in skirojih. Na jugu naše občine v selu pri Hanu krajani uporabljajo nova telovadna orodja. To je le eden od 24 uspešno zaključenih projektov prvega participativnega proračuna na plan z idejo. Trenutno je v teku že drugi participativni proračun. Občanke in občani ste s podeljenimi glasovi povedali, katere projekte bi letos in prihodnje leto želeli izvesti v vaših krajevnih skupnostih. Hvala vsem, ki ste oddali projektne predloge, če tudi morda niso bili uvrščeni na glasovanje ali izglasovani za izvedbo. Vsaka informacija, ki jo posredujete, nam namreč sporoča, kaj si občanke in občani želite in kaj vam je pomembno. Priložnost za pogovor koristite tudi preko terminov Vprašaj županjo vsako prvo sredo v mesecu. Srečujemo se na mesečnih pogovorih v centru dnevnih aktivnosti in na drugih dogodkih, ki potekajo v naši občini. Rada se srečujem z vami, rada vam prisluhnem in izmenjam mnenja. Saj verjamem, da se rešitev vedno skriva v dialogu in da skupaj zmoremo več. Moj pogled se počasi vrača proti središču mesta. Spomnim se na praznik občine Domžale, ki v meni zbuja hvaležnost. Hvaležnost za vse, ki so bili tu pred nami, naše korenine, ki nam dajo temelj, na katerem gradimo. Hvaležna sem za skupnost, ki zna stopiti skupaj, ko je to najbolj pomembno, in soustvarja vse, kar nas obkroža. Ne nazadnje pa hvaležna za vse, kar še prihaja in v tem trenutku le pogumna misel, ideja, zapis na papirju. Želim si, da bi nas naš skupni praznik spomnil na vse, kar smo že dosegli in nas napolnil z zaupanjem, da lahko skupaj poskrbimo za zdravo in stabilno prihodnost našega skupnega prostora. Sonce je že skoraj zašlo, v daljavi moj pogled ujame dih jemajoč prizor. Z zadnjimi žarki obarvan je naš najvišji vrh in narodni simbol Triglav. Navdame s ponosom. Ponosom, da smo del slovenskega naroda in zavedanjem, da imamo privilegij živeti v našem mestu srčnih in zadovoljnih ljudi. Vse najboljše občina Domžale, vse najboljše, drage občanke in občani.
Spoštovana gospa županja, najlepša hvala za ta čudovit sprehod po Domžalah, za skrbno izbrane besede in seveda vse najboljše ob občinskem prazniku. Drage dame, dragi gospodje, nocoj smo v res izbrani družbi. Naj na tem mestu omenim, da je danes na ploščadi pred dvorano zaživela tudi razstava fotografij vseh letošnjih nagrajencev občine Domžale. Vljudno vabljeni k ogledu. Ja, četudi se uradni del srečanja sklepa, pa priložnost, da se še osebno poklonite vsem letošnjim nagrajencem, ne bo izostala. Želim vam prijeten večer v družbi drug drugega in se vam zahvaljujem za pozornost. Obenem pa vas vabim, da se prepustite še zadnji skladbi, ki bo združila vse nocojšnje glasbene goste in domači zasedbi pod umetniškim vodstvom Petra Pogačarja. To sta ženski pevski zbor Moj spev in vokalna skupina Adam Ravbar. Ko prazno hišo naselijo ljudje, ki jo znajo vzljubiti, predvsem pa v njej poskrbeti drug za drugega in tudi gostoljubje, prazna hiša postane topel dom. Del imena naše občine je beseda, ki imenuje prostor naklonjenosti drugemu, prostor topline, srčnosti, povezanosti. Nocoj smo večkrat spoznali, da je najplemenitejša naklonjenost drugemu človeku tista, ki ne zasleduje lastne koristi, ki nima potrebe po občudovanju, ki ni sebična, ki v drugem ne vidi le neznanca, temveč sočloveka, ki si utira svojo pot pod istim nebom in, ne nazadnje, tudi pod istim vrhom. Srečno! Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan, kako me izvabljaš iz nizkih ravan, ki svira v skalovju leta. Oj, Triglav, moj dom, kako si krasan. Oj, Triglav, moj dom, Oj, Triglav, moj dom,